Dober dan, moje ime je Robert Lisac in tukaj na tem kanalu se bomo ukvarjali z tematiko, ki govori o tem, kaj je treba danes početi, se naučiti in v kateri smeri je treba raziskovati, če želimo biti moderni samuraji. Zdaj, zame osebno vsebuje ta termin moderni samuraj tri glavne aspekte, s katerimi se bomo na tem kanalu ukvarjali in katere bomo tudi posamično ali pa skupaj raziskovali, in sicer kako biti varen, fit in pripravljen. Seveda, vse te tri komponente se med sabo tudi prepletajo in zaradi tega verjamem, da bo to raziskovanje precej pestro in tudi raznoliko. Omenil sem že, da moje osebno videnje modernega samurajstva zajema tri glavne aspekte, in sicer varnost, osebna varnost, biti fit in biti pripravljen. Zdaj seveda, eni bojo rekli varnost in biti pripravljen, da je to zelo podobno, in res je, ampak dajmo pogledati, kaj pomenijo zdaj ti trije aspekti. Če se lotimo prvega, torej varnost, osebna varnost, sem spadajo razne tematike od samoobrambe, borilne veščine, borilni športi, psihologija bojevanja in tako naprej. Torej vse, kar povečuje mojo varnost, varnost moje družine, mojih otrok, spada v to kategorijo. Potem biti fit je druga kategorija. Seveda, meni osebno se zdi zelo pomembno, glede na to, da sem študiral na fakulteti za šport in sem tudi po izobrazbi profesor športne vzgoje, da smo tudi fit. Mogoče malce drugače gledam na biti fit, biti zdrav kot mogoče moji kolegi, ker šport je sicer fajn, fantastično, super je, če se ukvarjate s športom, ampak meni osebno dosti več pove, če se pogovarjamo o gibanju, ki potem seveda vodi v biti fit in biti zdrav. In tudi tukaj bomo raziskovali, kaj vse lahko naredimo, da smo bolj fit na tak lep, krasen in sproščen način. Potem tretja komponenta smo pa rekli, da gre za pripravljenost, torej biti pripravljen, in tu gre res tudi za zelo širok nabor, kaj vse bi lahko tukaj noter sodilo. To je od preprstva, torej, da si recimo zadamo, da imamo doma za kak mesec hrane in tudi za pit vode. Tukaj sem lahko sodi tudi gozdovništvo, tukaj sem lahko sodi marsikaj. Torej, vse, s čimer lahko nekako si zagotovimo lažjo prihodnost, če pride do določenih kriz. Kajti, če o tem vsaj razmišljamo že malce vnaprej, se lahko pripravimo, in ko se kaj zgodi v tej smeri, je lažje seveda se soočiti s krizo, če smo pripravljeni, kot pa če smo povsem nepripravljeni. Kaj lahko pričakujete na tem kanalu v prihodnje? Pričakujete lahko osvetlitev teh treh aspektov, ki sem jih omenil, torej kako biti varen, fit in pripravljen, ker ti trije aspekti vodijo potem v to pot modernega samuraja. In torej te stvari bom prikazoval, kakor se mi bo zljubilo, kakor bom čutil, torej preko vloga, preko reportaž, preko intervjujev, preko videov, kjer razlagam, kako se kakšne stvari naredijo. In če začutite, da bi tudi vi radi bili moderni samuraji in da bi skupaj z mano radi raziskovali to pot, kliknite seveda vse tiste potrebne zadeve, da se naročite na ta kanal, kliknite tudi tisti zvonček, če treba, če ste na YouTubu, če ste kje drugje, pa se veste, lajkanje, šeranje in tako naprej. Zelo vesel bom vaših misli, idej, mnenj, pozitivnih kritik, konstruktivnih kritik, vsega ostalega, torej raznih shitstormov in takih stvari ne bomo tolerirali, ker smo moderni samuraji, take stvari brišemo pa blokiramo, ker tega ne rabimo. Tega imamo že dovolj, ne rabimo. Mi širimo tukaj pozitivo. Vedno sem pripravljen sodelovati tudi z drugimi, torej če želite z mano sodelovati, sploh ni problem. Če se najdemo časovno pa na človeški ravni, super, bomo kakšno skupaj ušpičili.
Če želite izvedeti kaj več o meni, kliknite dol v tisti videopis, pa boste izvedeli kaj več, pa tudi razne spletne strani vam bom dal, s čemer sem se ukvarjal v preteklosti, v prihodnosti, kaj nameravam in tako naprej, pa tudi kontakt in vse ostalo boste našli tam. Se vidimo v prihodnjih videih. Čau!